Dobrodošla, dobrodošel na prav posebni delavnici, ki nadgrajuje kar skoraj 8 let, če si izračunam, mojega bolj podrobnega raziskovanja, kako pa je s kožo, našim največjim organom, in z naravno nego naše kože. Predvsem zaradi tega, ker sem sama v bistvu več kot dober teren za preizkušanje, ker je moja koža izredno občutljiva. Moja koža je, kot radi rečejo nekateri, zelo tanka. Predvsem pa se zelo burno odzove na vsakršno stvar, ki mogoče nekomu niti ne bi naredila kaj posebnega, tako da absolutno sem tudi zelo občutljiva na sonce, čeprav sem temnejši polti in poleti res, pač me vsi sprašujejo, kaj počnem, pa se pravzaprav skrivam pred soncem, pa me vse ne najde. Predvsem pa je moja koža zelo pestra, sploh kar se tiče obraznega dela, o katerem bomo danes verjetno največ spregovorili, oziroma zagotovo tudi splošno o negi kože telesa, ampak vseeno se mi zdi, da je ta del najbolj izpostavljen, mogoče tako kot koža na rokah, tako da marsikaj lahko od tega, kar bomo naredili, izrabimo tudi tukaj. Predvsem pa pač dejansko tista stvar, ki sem jo sama ugotovila, da naravno je lahko učinkovito. Potem pometla sem s kar nekaj miti, recimo eden izmed njih je, da naravna hladno stiskana olja niso za mojo kožo, ker pač je tudi na večjih predelih obraza mastna in mi bo škodilo, tako da sem tudi s tem mitom pometla. Seveda sem ugotovila na tej poti, da je krasno imeti celostni pristop do zdravega izgleda kože, kar pomeni, da tudi čez dan primerno hidriram svoje telo. To pomeni, da pijem vodo, in tisto res najbolj živo vodo, ki jo dobim, pa seveda iz sveže zelenjave in svežega sadja, ker je to nekaj, kar v bistvu doda še ogromno elektrolitov, tudi velikokrat, ne samo vitaminov, mineralov, ki jih naše telo potrebuje, in tudi naša koža. In saj veste, zelo dobro se vidi, če imamo suho kožo. Pač dostikrat pomislimo, je težko razdeliti, a ne, zdaj, a je to dehidrirana koža zaradi dehidriranega telesa ali je res suha koža, ampak največkrat je vzrok pravzaprav tukaj, da celostno res pozabimo, kako skrbeti za sebe, in se to seveda vidi tudi na naši koži. In absolutno je koža, glede na to, da predstavlja menda kar 15% naše telesne teže, nekaj, kar mislim, da čemur moramo pravzaprav posvetiti kar veliko pozornosti, jo spoštovati, hkrati ker varuje pač naše telo, naša tkiva, naše mehke organe, na neki način še, a ne, zapira naše telo z vsem, kar pač smo. Hkrati pa res dela eno tako krasno bariero proti zunanjim vplivom in nas ščiti predvsem, in dejansko tudi velikokrat, a ne, še ena stvar, na katero ne smemo pozabiti, nelagodje ali pa težave na koži povejo tudi veliko o našem stanju, o naših jetrih. In velikokrat boste slišali, da so koža naša druga jetra, nekateri bodo rekli, da je to eden od naših 3 dimnikov, kjer kaže, kako telo čisti sebe, oziroma kako se stvari izločajo, če mu kaj res ne paše, če mogoče ima izzive s čim v presnovi, če mogoče v telo vnašamo preveč toksinov, ali pa ima telo izzive s tem, kako toksine dati iz telesa. In jaz tudi sama, ne bom šla zdaj čisto v svojo zgodbo, ampak zagotovo vem, da je kar precej stvari še z moje mladosti, pač tudi par odločitev, ki pač sem takrat jih sprejela, zato ker pač mi je nekdo strokovno to svetoval, ali pa na drugi strani tudi zato, ker nisem še vedela tega, kar vse vem danes. In sem zelo hvaležna, da bom mogoče svojima hčerkama, no, ko bosta imeli morda, jaz upam, da ne, take izzive s kožo kot pa jaz čez življenje, da jima ponudim eno tako celostno naravno rešitev, in zato smo danes tudi tukaj. Obljubila sem vam, da bomo naredili vsega skupaj 9 receptov. In kar je najbolj luštno, saj sem vam že napisala, kaj vse potrebujete, sestavine, da tudi če te nekdo morda gleda zdaj posnetek, pa nima še vsega, absolutno boste lahko ob posnetku stvari pripravili. Zdaj, če pa še nimaš svoje mentorice ali pa na splošno predvsem nimaš še izkušnjo z doTERRA, pa seveda mi piši, mi reči za tester, pa ti pošljem od svojih olj, ponavadi zelo rada odlijem, zato da pač preizkušaš, preden se odločaš naprej, tudi svoje recepte s tem pripraviš, preizkusiš na sebi in potem res lahko greš dalje. Skratka, zaključek je,
koža si zasluži veliko pozornost, da vemo, zakaj vse in predvsem naravno je lahko učinkovito in še ena stvar, lahko je zelo enostavno in lahko je tudi zelo poceni. Tako da jaz sem vam rekla, da naj si pripravite kar svoja najljubša olja. Absolutno je meni vedno znova pri vsem, ali so težave, nelagodja, dihala, imunski sistem, prebavila, mišice, sklepi, koža, čustva oziroma podpiranje k boljšemu počutju, več energije, lažje handlanje stresa ali pa bolj trden spanec, vedno znova pridemo do tega, da 80%, res, a praktično velikokrat tudi kar 100% izzivov lahko rešimo z osnovnih 10 olij in mešanic. In to je tudi nekaj, čemur bom danes posvetila pozornost. Bom pa vam tudi ob receptih povedala, kaj dejansko lahko še uporabite oziroma kaj uporabljam jaz oziroma kaj sem v vseh teh letih tudi uspela ugotoviti. Absolutno pa so za kožo odlična cvetna olja, lesna olja. Ko čistimo kožo ob večeru, uporabljamo citrusna olja, čez dan, če želimo čistilni učinek, uporabljamo olja iglavcev, zato ker pač ne reagirajo na soncu, pač pri citrusih pazimo, da jih vključujemo ravno zaradi tega zvečer, če je to bolj sončni del leta, da se pač ne gremo tako izpostavljati soncu. Skratka, predvsem pa zeliščna eterična olja oziroma, če gremo na osnovni 10, absolutno tukaj pridejo prav. Sivka kot prva, torej širokolistna prava sivka naša, lavender, potem najbolj cenjeno, tudi najbolj dragoceno, ker ga je najtežje pridobiti, smolnato eterično olje, frankincense, ki ga bolje poznate tudi kot kadilno bosvelijo oziroma frankinju ljubeče, da rečemo. Potem nekaj, kar ste včasih poznali po latinskem imenu melaleuka, je v bistvu čajevec oziroma poznate ga zelo dobro širše kot tea tree. To so 3 glavna olja iz osnovnih 10, ki so odlična pri negi kože. Za čistilni učinek jaz pri tem velikokrat od osnovnih uporabljam kar eterično olje limone. Za osvežujoč, tudi čistilni učinek, velikokrat uporabljam poprovo meto. In zanimivo, nekaj, kar mogoče najprej ne bi pomislili, velikokrat zaradi vsebovanih olj, kot so lovor, čajevec, limona, evkalipt, uporabljam zelo velikokrat tudi tako da ni nekaj samo, kar je namenjeno dihalom, ampak je odlično tudi za razdraženo kožo ali pa kožo, ki ima izzive, tako da velikokrat tudi vključujem v te svoje pripravke Pa gremo kar na prvi recept. Tako kot sem vam rekla, da si pripravite eno posodico, da si bomo namešali kremo. Zdaj, če že imate doma kremo, ki vam zelo ustreza, pri nas oziroma pri doTERRA skoraj da praktično vsi pravijo, da je hydrating cream za nego tudi zrele kože ena najboljših stvari in zelo finančno dosegljiva, kar jih imamo. Jaz vam tukaj, ker zelo rada recikliram, prazen lonček. Vi lahko vzamete doma en svoj nevtralen naravni losjon ali pa svojo kremo, ki jo uporabljate in vam ustreza. In si bomo pripravili najprej kremo. Zdaj v tale lonček tukaj, ki ga imam, gre približno 50 ml kreme. Velikokrat kremo, ko nanašam in želim še dodatno plemeniti vse skupaj, nanesem recimo kremo toliko, kolikor jo bom uporabila, če to delam sproti. Zdaj tukaj imam anti-aging moisturizing oziroma vlažilni losjonček, ki je malo lažji kot ta krema, pač tisto, kar bom nanašala. In takole najbolj enostavno recimo dodam še eno kapljico sivke, v tem primeru zelo, zelo rada jo imam zjutraj. Zdajle jo bom sicer nanesla na roke, ker sem si prej pozabila še roke namazati, tako da itak tudi rabijo to in tudi na tak način dejansko lahko uporabite eterična olja. Ampak vem, da vas zanima recept. Torej, kako si recimo izboljšati, ker to lahko storimo, z eteričnimi olji tudi eno svojo kremico. Tako da v samo posodico pač dodate, kolikor kreme želite. Jaz bom v tem primeru, poleti mi tudi zelo prav pride, zelo rada dodajam nevtralni losjon. Jaz ga bom zdajle dodala majčkeno manj, ker bom pripravila prav posebno kremico. In če imate takole osnovna olja, žlička imam tukajle, da ne pozabim za mešanje. Dodam noter ponavadi recimo od eteričnih olj, odvisno kaj želimo, sivka umirja, osveži samo kožo, frankincense izredno pomlajuje in tudi vidno zmanjšuje, bom rekla, nepravilnosti na koži ali pa recimo bolj temni predel kože.
Če boste to zvečer uporabljali, lahko to še nadgradite z eteričnim oljem limone, ki mu še malo bolj pomaga usklajevati. Lahko dodate čajevec, lahko pa vse tri. Tako da vsa olja se lahko mešajo med seboj. Jaz bom zdaj naredila res osnovno stvar in ker je noter tukaj le 25 ml kreme, zdaj polovičko sem dala, dodam po navadi 1 do 2 kapljici na 5 ml kreme. Tako da zdaj si seveda ti sam preračunaj, koliko rabiš. Jaz si bom zdajle dala tukaj noter 6, 7, 8, 9, 10 kapljic, tako da naredim malo sebi bolj všečno mešanico. In stvar je zelo preprosta, pač samo vzamete nekaj, s čimer boste vse skupaj premešali in pač zmešate kremico. Jaz velikokrat to pripravim tudi mojima punčkama, pač tisto, kar si želita. Tudi naredile smo si eno tako luštno kremico, vam bom pokazala, kjer sem, torej ne samo za dnevno nego, ampak tudi recimo za malo bolj izziva polne čase pripravila kremico za njiju. Sploh, če se jima naredi kaj takega nenavadnega, pa seveda celostno poskušamo pogledati, kaj je. Ampak skratka, to mojo kremico za sivko bom uporabljala zjutraj in zvečer in je najbolj enostavna stvar. Velikokrat pa iskreno zase, ko delam, uporabim tako, kot sem zdaj, za osnovo tudi doterine že izdelke, pa jih še malo nadgradim na svoj način, medtem ko za punčki, kot rečeno, pa velikokrat zmešam, se vam zdajle tudi lahko pokažem. Tukaj imam eno posebno kremico Dotik, malo bolj hranljiva je, ker jo pa naredim iz baze in to tudi vi lahko uporabite, pač, ampak meni je res krasen. Iz našega naravnega, res popolnoma naravnega body butterja, ki je eden najbolj se vpije, ker jih sploh poznam. In je nekaj, brez česar mi ne moramo, tako kot brez zobne paste pri doteri, da tega zmanjka, pri nas zelo rada zmešam tega, pa pol dodam še malo, zdaj sem pozabila, baby kremice, ki jo imamo, tako da ni samo za ritko. Potem pa zelo rada noter dodajam še razna cvetna eterična olja, tako od osnovnih, kot smo že naštevali. Vem, da vas zanima, kaj še vse lahko uporabite. Pozabila sem si zdajle še prinesti od cvetnih geranijo, od cvetnih potem še laški smilj, velikokrat uporabljamo pri nas doma, potem tudi zelo, zelo dragoceno vrtnico, zelo rade s punčkama pripravimo oziroma uporabimo, in še eno cvetnico, ki je res zelo posebna, to je Blue Tansy. Blue Tansy vam bom zdajle pokazala. Je nekaj, kar podobno kot rman, ki ga imam tudi tukaj, tudi še ena cvetnica, ki jo moram pokazati. Dejansko, meni to tako diši, tako ena najbolj medenih kamilic, ki ni sploh kamilici podobno, ker pač to je maroški modri vratič oziroma tudi modra kamilica, boste slišali maroška ime, je zelo poseben. Zakaj? Ker vam bom zdajle pokazala, samo da ga obrnem. Evo, ker je zaradi procesa destilacije kot rman popolnoma modre barve, ampak ko ga razredčimo, ima izredno krasne učinke na kožo. Seveda potem ta modrina zgine, tako da ga nanašamo na kožo tako. Skratka, to olje od cvetnic, potem pa od cvetnic res velikrat uporabljam Miro Pom. Od lesnih olj, poleg naštetih, največkrat pri nas doma. Jaz uporabim tudi za Martina, zelo mu je všeč pa seveda te moški lesni vonji. Sandalovina, eno je navadna, eno je havajska, potem velikokrat od smolnatih, poleg Frankija še uporabim Miro. Zdaj, ko imamo antična olja, tudi nekateri, smo si vzeli te kolekcije tudi še to. Potem še eno olje imam tukaj, meliso, tudi velikokrat uporabimo, ko si delamo te pripravke. Ali pa recimo, kar je pa res odlično, smem jo zdajle nagniti, ker je že odprta, imam pripravljeno za en recept, salubel, ker je mešanica cvetnih, najbolj dragocenih cvetnih in najbolj dragocenih lesnih olj skupaj. Tako da s tem nekako dobite vse, kar sem naštevala. Če imate osnovni paket, pa salubel, pa Miro Pom, ste že zmagali in s tem lahko pač čist priredite po svoje tisto recepturo, ki vam paše. Pač tudi danes, a veste, ne gre toliko za kapljice, jaz vam bom povedala, koliko jaz dam, ampak toliko, da dobite občutek par teh napotkov. Tako da zdaj upam, da ste si tudi že vi zmešali svojo kremico ta čas in jo boste že ta večer oziroma jutri zjutraj začeli uporabljati. Pa mi boste malo, absolutno bom zelo vesela, napisali, kako vam je vse skupaj uporabljati. Drugi recept, ki sem vam ga želela dati. Nega kože pri meni, sploh ko govorimo o obrazni negi, se začne z
nežnim, ampak učinkovitim čiščenjem in doTERRA ima res neverjetno dobre izdelke za to. Potem se prične oziroma nadaljuje absolutno tudi z dobrim tonikom. Tonik je recimo v preteklosti bil res nekaj, kar smo uporabljali predvsem za čiščenje kože, danes pa pravzaprav dober tonik res omogoči šele dobro vpijanje potem nadaljnjega seruma, ki gre absolutno dobro tudi na zelo mastno kožo. Jaz imam dejansko manj mastno kožo, odkar vse te pripravke in celostno pristopam k zdravju kože. In dejansko ga res tonik kot tak vedno uporabim, preden nanašam serum. Serum je pa meni tako. Serum je nekaj, kar vam bo dalo vse, kar želite v učinku na kožo in potem zaključite še s kremico. In kremica naredi vse tisto, da zaščiti kožo pred zunanjimi vplivi, da fiksira v bistvu to, kar ste nekako gor nanesli. In če jemo še dovolj sveže zelenjave in sadja in se primerno hidrimo, jaz vam garantiram, v enem tednu vi ne boste s to kombinacijo prepoznali več svoje kože, boste neverjetno zadovoljni, predvsem bolj zdravega izgleda, bo bolj taka mladostna, oziroma kot lesknete, v bistvu kar taka polna, sveža, pač živa, a ne. In tudi če imate problematično kožo, kar tudi jaz imam, vsekakor nekaj odličnega. Torej, kaj rabim za serum? Dajmo najprej tega, saj sem jih več sem jih pripravila za vas. Spark and Glow serum, pač jaz zelo rada pripravim kar v eni stari steklenički. Lahko absolutno reciklirate, a ne, eno staro stekleničko, pa se potem ponavadi v lekarnah dokupijo take steklene kapalke, ki pašejo noter. Iskreno, se bom zdajle tlele pokazala, pa jaz zelo rada Jeropom, ko mi ga zmanjka, ker je kapalka že priložena, sicer je 30 ml steklenička, rada recikliram, tako da tudi tukaj recimo en primer, ko sem za našo mlajšo pripravila stvari za sicer drugo zadevo, ampak to, da pač zelo rada recikliram in doTERRA ima izredno kvalitetno steklo. Od Jeropoma je dejansko še taka, ne boste to zdajle tle čisto videli, pač taka temno-modro steklo je, ki je menda tudi najbolj kvalitetno, kar se tiče uporabe za nego, pač na splošno, oziroma za hranjenje eteričnih olj kot takšnih. Torej, kaj je poanta seruma? Torej, serum je tisto, ki ti da vse učinke, ki jih želiš. Pomlajevalni, potem, da je koža bolj napeta, ob problematični koži si daš lahko noter, kar želiš. Na drugi strani res vidno zmanjšuje nepravilnosti kože ali pa temen ten kože in bistvo je, da je sestavljeno iz baznega olja, ki je največkrat, oziroma na začetku vam bo zagotovo to najlažje, bo kokosovo olje, samo večkrat, da jaz tole lepo odložim. Kokosovo olje je razmaščeno kokosovo olje, ki veliko bolj paše na kožo kot pa tisto hladno stiskano, ki je še mastno, tudi to je drugače hladno stiskano. In jaz ga ponavadi, zdaj sem sicer pumpico pozabila, ker imam enega tudi na pumpico, dodam, sicer morate vedeti, to je zdaj večja steklenička, to se pravi, ta je 30 ml, si tudi vi natočite, dejansko, če imate 15 ml stekleničko, si natočite približno toliko, da boste imeli en prst pod robom še prostora. Jaz iskreno vam povem, jaz zelo rada delam serum, ne moram si pomagati, z sicer body mistom, Beautiful, ne samo zato, ker mi toliko lepo diši, ampak ker ima druga bazna olja še noter in se mi zdi, da tako lepo dopolni to mojo mešanico. Še nekaj zaupam, velikokrat vi lahko nadaljujete s kokosom, ali pa s tistim baznim oljem, ki vam paše. Dodam zelo rada tudi Jeropom body serum, ker ima prav tako druga bazna olja, krasno negovalna in na drugi strani tudi še ima seveda noter že malo Jeropoma. Tako da jaz si bom približno polovičko naredila. Zdaj, kaj priporočam tebi? Med osnovnimi olji priporočam za ta tako imenovani osnovni serum, ki sem ga kar poimenovala Spark and Glow. Dodaš noter lahko v 15 ml stekleničko približno 60 kapljic eteričnega olja frankincense. Lahko ga pa skombiniraš, če hočeš še malo bolj čistilni učink, za večer ga potem uporabi, ker bo noter limona, še malo limone zraven, ali pa na drugi strani še malo sivke, lahko tudi malo era, lahko pa samo enega vtek. Tako da se čisto po svoje odločiš. Jaz v tega dodajam Jeropom, Copaibo,
geranio, kar je pelargonija, frankincense in blue tansy. Tako da zdajle, da ne bom zdaj to vse kapala, si bom pol do konca naredila, zato da delavnico mogoče vseeno naredim malo krajšo, ker vem, da smo že na približno kar dolgem času. Ampak v glavnem, in to si nanašam takoj, ko nanesem, ko si očistim kožo, tonik nanesem gor, umasiram. In največkrat res tudi zato, da se stvar res dobro umasira. Zdaj, če pač imam čas, se z rokami, ker se mi zdi, da vseeno pač prsti lahko vse te refleksne točke, ki jih imamo tako kot pač na stopalih, zelo dobro obdelaš, sploh recimo predel jetra, pa tisto, kar so pač moje šibke točke. Lahko pa uporabljaš pač žadast valjček, zato da se pač serum res vpije in potem zaključiš, kot smo rekli, z kremico. Gremo naprej. Naslednji serum, ki sem ti ga želela pokazati, je pa v bistvu kar 2 v 1. In sicer je serum za lase oziroma za lasišče in za nohte hkrati. Tukaj pa sem jaz reciklirala staro stekleničko, v mojem primeru sivke, tako da je 15 ml steklenička in kot vidiš, noter bom dala čajevec, torej tea tree, limono in pa frankincense. In sicer dejansko tam noter približno 30 kapljic čajevca, 10 kapljic limone in 10 kapljic frankincensa. Napolnim potem do vrha z frakcioniranim kokosovim oljem in to nanesem, kar je pa najbolj tisto, kar vem, da te zanima. Ko zmešam, nanesem pri vsakem umivanju, lahko to dopolniš za boljšo rast, recimo za zdravo odzivnost lasnih mešičkov, za boljšo rast rožmarin, lahko za poživitev dodaš še malo pepperminta, lahko muškatno kaduljo, lahko ilang-ilang, lahko geranjo. Skratka, to so res olja, ampak od osnovnih absolutno se mi zdi, da se ta dobro obnese. Tudi sivka gre odlično noter, tudi če imaš izzive z lasiščem ali da pač imaš občutek, da te malo srbi, ali ni toliko zdravega izgleda, ali se ti kar nekaj belega vam posipa. Skratka, in to umasiram, kar je najbolj zanimivo, nisem si mislila, da bo delovalo, ker imam pač, jaz imam tip las masni prhljaj, tako da zelo hitro se hormonsko neravnovesje ali pa nezdrava prehrana pri meni odzove na to. Če pa pazim, pač takrat imam seveda lep izgled lasišča in zdrav izgled lasišča, ampak zato, da to ohranjam, tudi ob vsem ostalem prehranjen tem, v mokro umito lasišče takrat umasiram ta losjon in se potem sam normalno posušim in nisem masna, ker kokos res ne dela masne baze in se mi zdi odlična receptura, pa tako preprosta in absolutno iz osnovnih 10. Potem naslednja stvar. Uporabljam ta isti 2 v 1, ker tudi za nohte, hkrati za zdrav izgled nohtov. Tako da si v bistvu lahko ta serum, ga imam kar v nočni omarici, vsak dan pač zvečer, ko preden grem spat, pa tudi v bistvu je lepo, da si pozornost izkažem svojim rokam, se pač lepo zmasira, takole okrog in dejansko v bistvu pač jaz sem zelo vesela tudi z LLV-jem skupaj seveda in z zdravim načinom življenja, ampak z LLV-jem se mi je to res izboljšalo, krepki nohti, zdravi nohti, tako da dejansko pač neke posebne manikure niti ne potrebujem, ne nosim laka ali geliša ali česarkoli, ampak dejansko sem zelo, zelo vesela in ponosna na te moje zdrave, naravne nohte. Naslednja stvar. Pozabila sem iti iskat maline. Približno pol tega ali pa pol merice malin in enako merico si potem daš sladkorja. Zdaj namreč delamo peeling za telo in za ustnice. Jaz uporabljam sicer kokosov sladkor, lahko uporabiš muskovado ali pa tudi beli sladkor, če želiš. In daš noter z sladkorjem, zdaj pač bom improvizirala, pretenstaš. In jaz ponavadi dodajam še 3 kapljice za čistilni učinek, ker to ponavadi zvečer uporabljam limone, oziroma če grem izven osnovnih, pa pri tem največkrat uporabljam limeto kot za čistilni učinek. In kaj se dobi, no to pa imam tukajle, ampak ja, pa to sem pa res prišla, pozabila iti iskat. Tole imam zdaj v hladilniku, zdrži kar nekaj časa, torej pretenstane maline s cukrom, pa čisten mali brisk kokosa, zato da se bolj poveže, pa 3 kapljice citrusa, v mojem primeru limete, in potem dodam to noter in si potem velikokrat konec tedna naredim en tak razdvajalni večer za ustnice, zato da se jih lepo naredi, tudi občutek imaš pol, da so kar take polne in tudi če pol uporabim, ker potušam tudi ta sladkorni peeling,
na telesu in ker je noter že malo kokosa, pusti dejansko tako lep izgled, pač tak sočen, no, mislim, dejansko so ustnice ali pa telo že negovano in niti ne rabiš dajati kakršnega koli losjona gor. Podobno je, ko govorimo o solnih kopelih. Jaz si največkrat takole vnaprej pripravljam za kopel, kar v taki manjši posodici, noter preprosto natresem sol, pač kakršno koli želiš. V mojem primeru tukajle zdaj imam, se bom pokazala, himalajsko rožnato sol. Za soli na splošno je znano, no, da so res neverjetno, taka krasne barve je, neverjetno čistilne, sprostilne za naše tkivo, tudi ne samo za kožo. Na splošno en tak nežen čistilni učinek, eni bi rekli detoks naredijo, tako da je zelo, zelo priporočljivo. Noter potem enako spet vbrizgam malo kokosa, takole, da se to vse skupaj razporedi. In potem dodam v kopel tisto, kar pač želim v učinku. Lahko dodaš sivko, lahko frankincense, kar zelo rade delamo, gospe in ženske. Jaz bom danes naredila malo izjemo, sem jo že prej omenjala, in bom dodala 5 kapljic era. Tudi z lovorjem, ki ga ima noter, res naredi učinkovito delovanje. In tako si velikokrat kar pripravim vnaprej in si nastavim, zato da zvečer ne pozabim nase in si rečem, daj, danes punce boste pa ve, ali pa danes bomo imeli filmski večer, recimo, ko ga imamo enkrat na teden, pa mami skoči tisti cajt, kako če to diši, pod kopel. Imam tukaj pripravljeno, je pa tole tudi ena taka luškana stvar, darilo za žensko, lahko dodate še malo gline noter in imate res perfektno, mislim, z ničemer na trgu se ne more primerjati. Tako da, evo, potem naslednja stvar, naslednji recept, personificirani losjon za telo. Losjon za telo velikokrat jaz kupim kar tale doTERRA naraven, ki je iz kapusnic, uporabim tako brizgo in brizgam noter tisto eterično olje, ki ga želim. Pri meni res, da za zdrav, bom rekla, metabolizem, za zdrav pretok in sočnost limfe uporabljam največkrat Smart & Sassy, ki je pač temu res izvorno namenjen. Ampak vseeno to ne pomeni, da iz osnovnih ne smem oziroma lahko krasno izberem za ta namen kombinacijo limone, poprove mete, ker te dve sta tudi v Smart & Sassyju, in jaz dodajam potem, ker noter je tudi cimet, v Smart & Sassyju velikokrat od osnovnih On Guard, pa lahko še malo za negovalni učinek tudi sivko. Lahko pa narediš samo sivko za pomirjevalni učinek, samo frankincense, v glavnem iz eteričnega olja, ki ga odprem s tako brizgo ven in potem tukaj noter čez tole luknjico vbrizgam eterično olje, premešam in se v bistvu tako naredim krasen personificiran losjon za telo. Zakaj vam to omenjam? Zato, ker dejansko sploh pri suhem krtačenju, ki je odličen za zdrav izgled kože, za stimulacijo in zdravo odzivnost limfe, ki je naš največji, bomo rekli, razstrupljevalni organ ali pa motor, neki poganja razstrupljevalne procese v našem telesu. Krasna stvar, da ko naredimo suho krtačenje, ko se stuširamo in potem, da se še namažemo s tem, vam povem, naredite najlepše, kar si telo in koža v tistem trenutku zasluži. Gremo še na zadnje 3 recepte, zelo enostavna, 2 sta še pred mano. Maskara. V maskaro jaz največkrat dodam eterično olje sivke. Sivka res pomaga, da je naš izgled trepalnic videti zdrav, da krasno rastejo, tako da pač par kapljic dodam noter. Predvsem pa, ker imam sama res izzive in velikokrat ravno zaradi tega res kupujem maskare, ki so za izredno, izredno občutljive oči, ker hitro se mi zasolzijo, hitro me razdraži, hitro pač dejansko res neverjetno občutljive imam, sploh če sem recimo tisti dan čist pisarniška ali pa za računalnikom, je tole nekaj krasnega. Da ne povem, kako lepo zdajle tole diši, gledam, če sem se ponosno namazala po nesreči. In to je že recept, ki je zelo hitro pripravljen, tako da mi sporočite, kako vam bo, čist simpel in res tako luštno. Predzadnji recept je lip gloss. V lip gloss si morate, ampak res morate dodati vsaj 1 kapljico poprove mete. Zakaj? Ker naredi tak osvežujoč učinek in naravni push-up, kot radi rečemo, in predvsem naredi sam lip gloss neverjetno okusen, tako da imate res več učinkov v enem.
Kaj naredite? Samo v svojega dodate eterično olje pepperminta, premešate in uporabite. Tako da, ko bi vam tole lahko čez prinesla tale okus. Absolutno je pa prav imeti. Si za pojesti in tako takoj začutite to svežino in pač res take krasne ustnice. Tako da zelo priporočam. Za zaključek pa tukaj še delim z vami en recept, ki je poseben, zato si zasluži v tem primeru malo posebno stekleničko, lahko pa vsekakor uporabite ali staro Yarrow Pom stekleničko ali reciklirate prazno 15 ml ali pa naredite celo rulonček. In sicer v njega jaz ponovadi dam, kakšen recept sploh je, vam ga bom najprej razložila, pa potem povedala, zakaj je. Polovico dejansko, ampak zdaj bom že na koncu, upam, da mi bo tole še zdržalo, uporabim najprej Beautiful Body Mista. Zdaj bom sicer naredila manjšo količino, ampak vsekakor nekaj, kar se mi zdi, da bi morala imeti vsaka ženska, ker izdelek, ki vam ga zdaj pripravljam, dejansko ni primerljiv z ničemer na trgu, pa so stvari za to na trgu zelo, zelo drage. Tako da tole je nekaj najbolj vrhunskega, kar si lahko me ženske pripravimo. Torej polovičko sem dala Beautiful Body Mist, lahko uporabiš v celoti kokos, ampak meni se zdi res tole nekaj najboljšega. Drugi del pa namešam ponavadi kar z Yarrow Pom Body Serumom. Da se lepo vidi, kako je Yarrow Pom res druge barve, tako da to dodajam, zato da dobim za bazno olje res neverjetno tako najboljšo možno varianto, pa že tako parfumsko diši, težko vam sploh prinesem, opišem to čez. In kaj bom še dodala noter? Zdaj bom dodala pa eterično olje. Od osnovnih, ki jih imaš doma. Lahko dodaš kapljico Ongarda, pa potem ostali del, kakšno sivko, frankincense od osnovnih olj. Jaz pa bom uporabila eno najbolj dragocenih mešanic, ki jo imamo, ki sem vam jo že prej pokazala, ki je namenjena res lepoti telesa in kože predvsem, v smislu zdravega izgleda, ker je narejena iz najbolj res petičnih lesnih in cvetnih eteričnih olj. Ni redčena in dolijem noter po kapljicah, jaz zdaj že vem, koliko bom dolila, ampak jaz dam recimo na 15 ml ponovadi, se tukaj se mislim, da lepo zdaj vidi, tam 2 ml, ker delam res krasno stvar, ki se bo zelo, zelo počasi porabljala in je za toliko stvari tudi zelo, zelo priročna. In se mi zdi tudi, da za zaključek naše delavnice si zasluži to mesto prav posebej, mi padla pokrovček na tla, zaradi same dejansko učinkovitosti. Potem pa bom dodala noter, samo da jo najdem, še 2 posebni eterični olji. Dodala bom nekaj, kar se nobeden nima, meni je to res krasno, to je eterično olje Ylang Ylang. Bom dodala 2 kapljici in je čisto na koncu. Tako da ga bom morala čisto odpreti, to pa sem čisto pozabila, vidite, na nočni omarici ga imam, mi ga počasi že zmanjkuje, tako da bom dodala kar takoj stekleničke in še eno kapljico eteričnega olja cimeta. Tako da dodam še tole zraven, sem pazljiva, ker cimet hitro pade v 2 kapljicah, evo, tako da 1 kapljica cimeta. Tako, ko bi vam lahko tole aromo prenesla čez, pa vam jo ne morem. V glavnem, kaj sem pripravila? Pripravila sem intimno olje, ki pa ni samo intimno olje, lahko je tudi zelo dragocen osebni parfum. Predvsem pa kot intimno olje, v tako krasno brizgo sem ga dala ravno zato, da pokažem. Skratka, nega ženske in naših najbolj dragocenih, skritih, intimnih kotičkov je fino tudi, da temu posvečamo pozornost, tako da zelo, zelo priporočam, da se intimno olje uporablja vsaj parkrat na teden po večernem tušu, tako za negovanje, predvsem pa vam iz lastnih izkušenj povem, da je to tudi nekaj odličnega, kar pomaga in podpira zdrav izgled, funkcijo, sočnost tkiva v tem predelu tudi kot priprava na porod, pa na drugi strani kot nega po obdobju poroda. Hkrati pa res stvar toliko noro diši,
da jo jaz res zelo, zelo rada uporabljam tudi kot parfum. Vem, marsikdo bo rekel, ilang pa cimet, to sta pa tudi dve eterični olji, ki krasno delujeta kot afrodiziak, res je, ampak na drugi strani pač res s tem dobite neverjetno dragoceno stvar, ki, kot rečeno, se ne more in ne zmore sploh primerjati s tem, kar je na trgu, ker je res najdragocenejše, kar si lahko pripravimo, tako da vsekakor izkoristite, če boste imeli salobel, tudi v ta namen. Tako da nekaj za ženske, nekaj za moške, upam, da ste dobili vsi veliko idej. Jaz bom zelo vesela, če dobim vaše povratne informacije, ko recepte naredite, na drugi strani pa sem tudi zelo, zelo vesela oziroma bom vesela, če se kdo bolj zanima za recepte, se lahko spodaj prijavi tudi na posebno e-knjigo, ki sem jo oblikovala z recepti in še več informacijami o naravni negi kože, tako da dobite še več informacij tudi v pisni obliki. Hvala vam, srčna hvala, se zahvaljujem za pozornost in vam želim lep dan še naprej. Čau!